Spoštovane, spoštovani, dobrodošli na uradnem odprtju obnovljene ceste na ulici Antona Janše. Še poseben pozdrav namenjam Miranu Gorinšku, županu občine Slovenske Konjice. Darku Ratajcu, predsedniku krajevne skupnosti Slovenske Konjice. Bravo. Predstavnikom izvajalcev del GMI vzdrževanje in inženiring d.o.o. iz Slovenskih Konjic. Predstavnikom nadzora podjetju Koning d.o.o. Stanovalcem ulice Antona Janše in seveda vsem vam prisotnim. Ulična cesta Antona Janše prometno ni med obremenjenimi. Zagotovo pa je bila med prvimi, ki se lahko ponašajo z uličnim sistemom v mestu. Zasnova tega predela mesta sega v obdobje 70 let. Zato niti ni čudno, da je komunalna infrastruktura bila dotrajana in je kar klicala po obnovi. To velja predvsem za vodovodno omrežje. Če temu dodamo še plinifikacijo in izgradnjo optičnega omrežja pred dobrimi 8 leti, je bil cestni ustroj precej načet, kar je bil tudi vzrok za slabo stanje vozišča. Obnova ulice je potekala v dveh delih. Prvi del je predstavljal izgradnjo fekalnega kanala in zaradi pogostih defektov tudi obnovo vodovodnega omrežja. Drugi del pa izgradnjo meteorne kanalizacije, kabliranja nizkonapetostnega omrežja ter rekonstrukcijo ulice in cestne razsvetljave. Vsa dela je izvajalo podjetje GMI Slovenskih Konjic pod nadzorom podjetja Koning d.o.o. V sklopu del se je občina Slovenske Konjice v letošnjem letu uspela dogovoriti tudi z Elektro Maribor o sočasni izvedbi kabelske kanalizacije za nizkonapetostno omrežje, kar je bila tudi želja občanov te ulice. Kompletna investicija, ki se je izvajala od leta 2016, znaša dobrih 400 tisoč evrov. Od tega je občinski proračun zagotovil dobrih 90% vrednosti investicije, slabih 10% pa predstavlja delež Elektra Maribor za elektrifikacijo. Za uvodni pozdrav ob odprtju prosim Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Spoštovane gospe in gospodje, verjetno se marsikdo med vami spomni, kako je izgledal ta del Konjic pred 50 leti in kako je potem počasi nastajalo to naselje. Seveda so bili takrat pogoji za gradnjo ali pa standardi bistveno drugačni, kot so danes. V tistem času je bil človek vesel, če je imel pitno vodo, pa še kakšno kanalizacijo in tu se je tudi bolj kot ne vse skupaj končalo. Današnji čas pa seveda zahteva vse to, kar je Jerneja že uvodoma napovedala. Jaz sem se najprej zagledal v tale jašek, te dva, optika, plinifikacija in vse to pomenilo, da se je ta predel mesta do dobra razkopal in hkrati so se pokazale potrebe, da je bilo potrebno vse to, kar je bilo v 70 letih vgrajeno, tudi posodobiti, zamenjati in prilagoditi današnjemu času. Pred nekaj leti je takšno posodobitev že doživela osrednja ulica tega dela Mizarska. Sedaj je prišla na vrsto tudi ta becirk tukaj, mi rečemo podaj s kelerjem. Možno, da se motimo, ampak jaz najlažje dopovem, če rečem tam podaj s kelerjem, povemo vsi, o čem se pogovarjamo. In seveda takšna gosta gradnja, kot je tukaj, pa zahteva tudi svoj čas, kajti v času gradnje se pokaže še marsikaj tistega, kar prej ni bilo predvideno in takrat, ko se odkrije, v času, ko se odkrije takšna potreba, je seveda smiselno kakšen mesec, dva ali pa tri
podaljšati čas gradnje in vse skupaj napraviti tako, kot mora biti, od začetka do konca. Vsi vemo, da je bilo od lanske jeseni pa do letošnje pomladi kar nekaj mesecev razkopano, da je bil prah, da je bila tudi občasno nejevolja, pa vendar sedaj, ko gledamo tale črni in še skoraj topo asfalt, verjamem, da smo vsi boljše volje. In po uradnih podatkih je teh dolžinskih metrov 630 metrov. Jaz pa trdno verjamem, da bo kmalu še tisti podaljšek Gubčeve, tam mimo Ajskelerja, tam kakšni 50 ali pa 70 metrov, tudi dobil takšno črno podlago, ne, da ne bo šekast kot kakšna frizijska krava. Tako da, iskreni čestitke ob tej pridobitvi in verjamem, da bo vsa infrastruktura, ki je vgrajena, služila še vrsto let svojemu namenu. Vam vsem pa želim, da vse te odseke uporabljate zdravi, zadovoljni, predvsem pa v slogi. Hvala Krajevni skupnosti Konjice, ki je pristopila z svojim finančnim vložkom k temu skupnemu projektu. Hvala nadzoru, hvala izvajalcev del in verjamem, da bomo v takšni navezi še kakšen podoben projekt v bodoče tudi sprovedli. Kot sem dejal, z veseljem uporabljate ta del in iskrene čestitke ob tele pridobitvi. Hvala županu Miranu Gorinšku in kot je že omenil gospod župan, ne glede na vse težave, ki ste jih stanujoči na ulici Antona Janše prenašali zadnji 2 leti, ko je bila ulica gradbišče, so posegi potekali varno, brez delovnih in prometnih nezgod. Izzivov, na katere ste opozarjali med gradnjo in ki jih je narava dela narekovala, pa upamo, da so uspešno razrešeni in bodo služili svojemu namenu. K besedi vabim Darka Ratajca, predsednika Krajevne skupnosti Slovenske Konjice. Spoštovani krajanke, krajani, gospod župan, gospod Čaš, predsednik sosednje krajevne skupnosti oziroma Loške krajevne skupnosti, člani sveta krajevne skupnosti, predsednik in vsi ostali. Veliko veselje mi je biti danes tukaj, da smo po večjih letih, ko smo se pogovarjali o ulici Antona Janše, prišli do tega, da dejansko danes to stvar odpiramo. To je za krajevno skupnost Konjice velik projekt, eden največjih, pa največji, kaj smo ga naredili v tem mandatu 4-letnem. Mi vse skozi strmimo temu, da ko nekaj naredimo vredo in do konca. Torej, polovičnih rešitev ne želimo, oziroma nismo želeli in mislim, da je to danes tukaj rezultat tega razmišljanja. Seveda gre tukaj zahvala tudi vsem članom sveta krajevne skupnosti, ki so imeli razumevanje, da smo to investicijo na nek način tudi uvrstili v prioriteto. Finančno bom povedal takole, torej delež krajevne skupnosti v tem projektu bo približno 260 000 evrov. To je več kot 2-letni denar, ki ga ima krajevna skupnost na razpolago za investicije, ampak kakorkoli. Takšnih projektov bo v Konjicah v bodoče še več, ker še bo takšnih ulic, še bo posegov v infrastrukturo in tudi tukaj verjamem, da bomo skupaj z občino in pa z ostalimi deležniki to zmogli. Še enkrat, jaz želim, da bi to uporabljali varno. Zahvalil bi se vam krajanom za razumevanje. Nekoliko dalje trajalo, ampak dobro, mogoče je to tudi šola za nas oziroma za ostale, da se mogoče bolj odločno in je pa to seveda odvisno tudi denarja, ki je na razpolago. Ne moremo stvari pač nažalost prehitivati. Krajanom bi se rad zahvalil za razumevanje, za strpnost, za dobre nasvete, ki ste davali. Mi smo maksimalno, koliko se dalo, to upoštevali in upam, da boste z to infrastrukturo, ki jo dobite sedaj v uporabo, zadovoljni. Hvala lepa. Hvala lepa tudi predsedniku Krajevne skupnosti Slovenske Konjice.
V nadaljevanju pa za glasbeni predah prosim Amadeja Androjno iz glasbene šole Mateja Vanovška. Danes se veselimo in zato nam bo zaigral Avsenikovo Golico. Da tudi uradno odpremo obnovljeno cesto ulica Antona Janše oziroma vse pridobitve. K prerezu traku vabim Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice in Darka Ratajca, predsednika krajevne skupnosti Slovenske Konjice. No,